Pozdravljeni, dragi člani in drage članice študijskega krožka Svet pred domačim pragom. In pozdravljeni vsi, ki nas spremljate na našem YouTube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Danes je ponedeljek in dan za naš pohod. Z nami danes bojo tudi gostje, in sicer po muzeju baroka moja sodelavka Vlasta Kramperšek-Šuc. Naprej se nam bo pridružil bivši dolgoletni direktor knjižnice in bivši župan Jože Čakš. Vse posnetke pa bo pripravil naš zdajšnji direktor Marko Samec. Vabim vas, da začnemo. Garantiram vam, da se bomo imeli lepo in prehodili čudovito pot, slišali marsikaj zanimivega in zato kar začnimo. Vlasta, dober dan! Zdravo, Mira. Zdravo, lepo zdrav. Lepo, da se sodelavke tudi takole srečamo. Hvala lepa, da si me danes povabila. Hvala tebi, da si se odzvala na to moje povabilo. In povej mi, zakaj začenjamo pot po naši znameniti Kalvariji do Svetega Roka prav v muzeju baroka? Naši obiskovalci, vsi, ki se ustavijo v muzeju in ki pridejo na ogled Kalvarije, vsak pove, da pravzaprav je muzej tisti, kjer slišijo zgodbe, ki jim pomagajo razumeti Kalvarijo in jo tako čisto drugače tudi doživijo. Zato vsak tisti, ki gre najprej na Kalvarijo in se potem ustavi v muzeju, reče, joj, škoda, da nisem se ustavil najprej v muzeju. Tisti pa, ki pridejo najprej v muzej, grejo potem z lažjim korakom in oboroženi z nekim znanjem tudi naprej na pot. Se pravi, mi smo ubrali danes pravo pot. Seveda. Najprej v muzej. Dobrodošli v muzeju, kjer najprej tule na prehodu spoznamo župnika, graditelja Kalvarije, dr. Mateja Vrečarja. Ob fotografiji freske, ki jo bomo videli tudi v cerkvi Svetega Roka, je zapisanih nekaj poudarkov iz njegovega življenja. V nadaljevanju pa bomo spoznali vsak kip zase. Čisto od blizu si jih lahko ogledamo tu pri nas v muzeju. V kapelicah Kalvarije pa jih bomo videli v njihovi prvotni scenski postavitvi. Seveda ne originalov, pač pa njihove kopije. Vlasta, tale pot je posebej zanimiva zdajle v predvelikonočnem času, ko se krščanski svet spominja Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Kaj praviš? Ja, res je, pravi čas za obisk naše Kalvarije. Ja, potem pa najboljše, da pot pod noge Greva? in greva. Mira, smo se že malo zadihali, ne? Ja. Malo počitka bo kar prijelo. Tako je, ponavadi se vedno vsi zaženemo v ta hrib in ko pridemo do 3. oziroma 4. kapele, telo kar samo pokliče po kratkem oddihu. Sapa nam je že malo pošla, tako da ulovimo sapo in se razgledamo po prvem pogledu na Šmarje. Poglej, kaj vse vidimo. Ja. Krasen pogled na cerkev Svetega Miklavža, potem od zadju celo Pohorje, ampak to bomo videli še bolj razločno, ko pridemo na vrh. Ja, mogoče pa zdaj na tem mestu pogledamo še tole 4. kapelo. Spominja kar na eno majhno cerkvico in ima tudi vse atribute, kot jih imajo velike cerkve. Kaj to pomeni? Če pogledamo znotri, vidimo oltar. To je kapela Žalostne Matere Božje, torej osrednja podoba Pieta nad oltarjem. Marija s prebodenim srcem, torej zato od tod ime poimenovanje Žalostna Mati Božja. Oltar, kot vidimo, je obhoden, kapela ima tudi kropilnik, da se lahko verniki pokrižajo, ko pridajo bliže, in zunanjo prižnico.
To pomeni, da ima ta kapela tudi pravico do maševanja in še vse do današnjih dni ohranjajo to navado, da se vsaj enkrat v letu pri tej kapeli odvija maša. To pa je na god Svetega Roka 16. avgusta, običajno ob 8. zjutraj. Mira, zdaj smo pa na pol poti. To zelo dobro vem, jaz sem po tej poti velikokrat se vračala domov iz šole in kapela Svetega Petra je 7. po vrsti, torej smo na pol poti. In zakaj ti je kapela tako prirasla k srcu, bi lahko rekla? Ja, prvič zato, ker je to na pol poti do doma, ne. Drugič pa zato, ker beremo v literaturi, da so te kapele izjemno ikonografsko dodelane, kiparske skupine dopolnjujejo freske, ki so naslikane na stropu in ob straneh in zadaj, seveda na zadnji strani. In ta kapelica, čeprav je ena od manjših, je vseeno polna simbolike. Tule, če Sveti Peter ne bi držal tega ključa v rokah, to je atribut seveda Svetega Petra, bi ga prepoznali po petelinu, ne, vidiš tam zadaj, za njim je. Kiparji so ga na tem mestu, torej Svetega Petra, umestili v točno določen trenutek tega dela Jezusovega trpljenja. Torej, če se spomnimo, ko je pri zadnji večerji Jezus svojim učencem rekel, preden bo petelin zjutraj zapel, me bo nekdo med vami 3-krat zatajil. In seveda Peter se je takoj oglasil in rekel, to pa jaz res ne bom, ne. In ko je petelin zapel, se je Peter spomnil tega. In poglej ta obraz, izraz na obrazu tega Svetega Petra, ko rečemo zarečenega kruha se največ najemo, ne. Točno en velik kos takega kruha je on pojedel in se mi zdi, da kiparji so izjemno dobro ujeli ta trenutek, to njegovo zavedanje na izraz in ga upodobili na tem kipu. Joj, Vlasta, tale pogled je pa že čudovit. Naš grad, Jelšin grad. V ozadju zametek Kamniško-Savinjskih Alp in sploh res čudoviti razgledi. Kaj naj rečem? Si predstavljaš, Mira, tule dvorska ravnina, ne? Ravnina proti dvoru. Če se prestaviva v mislih v tisti čas, ko so Turki napadali Šmarje, v eni izmed arhivskih knjig piše, da jih je bilo ravno na tej dvorski ravnini kot listja in trave. Gremo hitro na vrh. Gremo naprej. Takole, Mira, sva pri zadnji kapeli, to so svete stopnice, ki se zaključijo z Božjim grobom. In zakaj so te stopnice tako nizke, Vlasta? Ja, tu, Mira, se pa hodi po kolenih. To so svete stopnice, svete štenge tudi, samo 7 jih imamo v Sloveniji in te naše v Šmarju so najstarejše. Zakaj so še posebne? V vsaki stopnici je vgrajena kapsula z relikvijo oziroma posmrtnimi ostanki rimskih katakomskih mučencev, torej to so prvi kristjani, ki so se skrivali v podzemlju, ko so jih preganjali. In po teh stopnicah se seveda gre po kolenih. In kdo je dal dovoljenje, da se lahko svete stopnice postavijo? Ja, za gradnjo svetih stopnic je moral dati dovoljenje papež. In seveda, hkrati z dovoljenjem je dal tudi pomembnejše odpustke. Kalvarija je zelo pomembna v našem slovenskem prostoru. Kakšen pomen pa ima v evropskem prostoru? Ja, naša Kalvarija
ta tukaj v Šmarju je veljala za najlepšo v nekdanji notranji Avstriji, se pravi že takrat, ko je bila zgrajena in ko smo še živeli v skupni avstro-ogrski monarhiji. No, in če tudi danes jo strokovnjaki uvrščajo med najpomembnejše sakralne spomenike iz obdobja baroka na območju Slovenije in celo v širšem srednjeevropskem prostoru. Res smo lahko ponosni, da jo imamo in seveda nič čudnega, da smo jo pravzaprav Šmarčani izglasovali leta 2007 za enega od 7 čudes Slovenije. Mira, zdaj smo si pa zaslužili en odpustek. Ja, Vlasta, prav imaš. Mislim, da se nama bo kar prileglo. Ja, na zdravje. Dober dan, popotniki. Dober dan. Kaj pa tole je? Voda je. Kaj drugega, kar paše popotnikom mogoče? Ja, tole mora biti v popotniškem nahrbtniku in to, kar imava midve z Miro danes, tole je pa domača slivovka. Slivovka. Ja, slivovka pa tu pri Svetem roku pravzaprav mora biti, ne da? Ker slivovko je pa tudi nekaj povezanega. Ja, tale slivovka je sicer z Brecljevega, kar tudi ni nič narobe, glede na to, da sta 2 Brecljevljana kugo prinesla v Šmarje. In kot vemo, se kuga preganja s slivovko. Je pa res, da tule okrog cerkve Svetega Roka raste kar precej sliv. In mi, ko smo tu doma, smo se znali včasih jeziti na romarje, ker če se spomnimo, slive se začenjajo barvati v lepo modro barvo ravno tam okrog Velikega Šmarna. In seveda romarji so prihajali lačni, željni teh napol zrelih sliv. In mi smo jim rekli, to niso romarji Svetega Roka, to so tatovi naših sliv. No, zanimiv zdajvek, ampak vseeno, ta zgodba je zelo znana, ne, in pa verjetno ni bilo kaj veliko škode, poživilo pa je romarje. Tako je, in tisto leto, ko so slive bogato obrodile, jih je bilo dovolj za vse, pa še za kaj takega. Lepo. Zdaj, ko smo se okrepčali s tole dobro brecljevsko slivovko, pa gremo naprej do cerkve, da si jo ogledamo. Še prej pa lahko pogledamo tu okrog ta prekrasen razgled na ta južni del, ki se vidi od Svetega Roka, tam zadaj od hribovja Hrvaškega Zagorja, Sveta Ema. Tu zadaj za to hišo vidimo celo do Slemena nad Zagrebom. Tukaj so ti hribi Rudnice, pa seveda slikovito Tinsko, ki svojo čarobno podobo gleda tu sem proti Svetemu Roku in naprej Žusansko hribovje. No in tu se pa nam zdaj odpira pogled proti zahodu, ki je posebno lep. Vidimo zasnežene Savinjske Alpe, danes je posebno lep razgled. Višje gore, še potem do Uršlje gore in hribovje na Koroškem. Tako da so ti pogledi tu izpred cerkve Svetega Roka seveda nekaj posebnega. Rečeno je bilo, da se tukaj lahko našteje okoli 35-36 cerkva, kadar je tako jasno. Mogoče je, katera se zdaj ne vidi, ker je tudi drevje že zaraslo. Potem pa imamo seveda še en poseben lep pogled proti Pohorju. Tu zgoraj vidimo Roglo, hribovje pohorskega dela in pa potem tamle še proti levi strani Konjiško goro. In pa seveda se približujemo našemu Šmarju. Skratka, izjemno lepo okolje za vsakogar, ki pride na ta hrib, ki je nekako na višini okrog 360 metrov in ga seveda pozdravi potem tudi tale zanimiva, mogočna cerkev Svetega Roka. Mogoče samo o zunanjosti, ki je pravzaprav dokaj skromna, če temu lahko tako rečemo.
Taka skromna gotska podeželska arhitektura, sicer kar mogočna, z temi vsemi elementi tistega časa, se pravi sredine 17. stoletja. No, notranjost je pa to, o čemer sem govoril, in gremo sedaj pogledati, kaj ponuja ta imenitna notranjost. In predlagam, da začnemo kar tukajle pri tejle sicer zelo znani upodobitvi našega kraja in pa s temle zapisom, kjer je zapisano to žalostno in strašno leto 1645, takrat, ko je razsajala tukaj kuga. In tudi dan danes pravzaprav imamo en del takšne ali podobne kuge, ki jo doživljamo in preživljamo že leto dni. Tale zapis, najboljše, da ga preberem, ker se ne vidi, ker je zelo lepo zapisan. Moram pa reči, da je na srečo v slovenskem jeziku, ker ga je v času, ko je bil v Šmarju za kaplana Anton Aškers, dal prevesti in zapisal v naš domači slovenski jezik. Takole je zapisano: leta 1645 razsajala je v Ptuju kuga. 2 Šmarčana jo prineseta od ondot v tukajšnjo vas Brecljevo. Bolezen se začne širiti po vsej fari, v kratkem času podavi nad 200 ljudi. Da bi ljubi Bog odvrnil šibo kaznivko, sezidala se je bila na tem hribu kapelica. S procesijo leta 1646 Bog je na priprošnjo Matere Božje, svetega Roka in svetega Boštjana uslišal skesane in vroče molitve ter strašno kugo mahoma pregnal iz dežele. No, ta zapis in pa seveda podoba našega kraja, ki je seveda likovno oblikovana, tako da ni čisto točna podoba takratnega kraja, ampak vseeno to je Šmarje v tistem času z srednjo župnijsko cerkvijo, ki je še imela obzidje in pa 2 kapeli v obzidju, na levi strani cerkev svetega Miklavža, na desni pa vidimo ta hrib in na vrhu leseno kapelo, ki so jo najprej zgradili zato, ker so izvajali do te kapele pobožnosti in molili k svetemu Roku in Materi Božji, kot je zapisano, da bi odvrnil to šibo kaznivko. In ko je bolezen prenehala, ko so pokopali preko 200 ljudi, kar je moralo biti za tak kraj, ki je imel takrat okrog 500 prebivalcev, seveda izjemno hudo in grozno, so na tem hribu zgradili to cerkev. Gradili so okoli 20 let, začeli leta 1645, 47, prva letnica je zapisana tudi tu zgoraj na tem oknu, zadnja pa na južni strani na vhodnih vratih 1666. Skratka, v tem času je bila ta cerkev sezidana in posvečena svetemu Roku, zavetniku proti kužnim boleznim. On je bil takrat zelo priljubljen priprošnik proti tej bolezni, bil je francoski svetnik doma z Montpellierja v južni Franciji, tudi sam je prebolel, pomagal je ljudem, bil je izjemno dober in tudi sam potem umrl v bistvu za to boleznijo nekako v začetku 14. stoletja. Glavni del, seveda prezbiterij, je posvečen seveda življenju svetega Roka. Povedati pa moramo, da cerkev ni bila takoj, ko so jo zgradili, takole opremljena, ko jo sedaj vidimo, ampak ta oprema, ureditev te notranjosti je bila šele urejena, ko je prišel v Šmarje za župnika dr. Matej Vrečar, ki ga bomo tudi potem videli naslikanega na steni pri koru. In takrat se je ta zunanjost v tej obliki, kot jo imamo še danes, uredila. Izjemno bogata, baročna, razgibana, z vsemi temi štukaturami in poslikavami, ki so seveda nekaj izjemnega v slovenskem prostoru in zato spada cerkev svetega Roka med ene najmenitnejših spomenikov baročne umetnosti v Sloveniji. Seveda osrednja podoba je glavni oltar s kipom svetega Roka. Svetega Roka se prikazuje vedno, kako ima dvignjeno oblačilo in kaže na kužno rano na kolenu. Tam zadaj, ne vidi se mogoče najbolj dobro, je ob njem vedno upodobljen kužek, ki ima v gobcu hleb kruha, ker mu je po legendi prinašal kruh v votlino, kjer je sveti Rok prebival, ko je bil bolan.
Celotna skupina glavnega oltarja seveda sestavlja še nekaj kipov, sveti Anton Puščavnik in pa sveti Silvester v teh stranskih nišah, potem pa sveti Valentin in sveti Blaž, škofa in pa na vrhu v Atiki oziroma zgornji tem delu sveta Rozalija s križem in pa mrtvaško glavo v rokah. Tako da ta celotna oltarna skupina je zelo bogata, lepo razčlenjena, seveda obogatena še z angeli. Poslikave v tem delu prezbiterija pa, kot sem rekel, so v glavnem prizori iz življenja svetega Roka, kako prihaja ljudem pomagati, kako jih pomaga zdraviti in kako ljudje ga prosijo za pomoč, ker je pač kuga bila v stoletjih nazaj izjemno huda bolezen, huda zadeva in veliko ljudi je za kugo tudi umrlo. In če zaključimo s tem delom prezbiterija, gremo v glavno ladjo, ki je pa seveda tudi, kot tu vidimo, bogata, poslikana, razčlenjena s temi štukaturami in vrsto poslikav. Pa bi mogoče začeli z tako imenovano slavoločno steno, ki loči prezbiterij od glavne ladje, in ta slavoločna stena je tudi seveda okrašena s temi viticami, cvetjem, školjkami in vsemi okrasjem, kolikor si ga lahko kdo takrat izmislil. Na vrhu je freska Marije zmagovalke sveta, tu po strani sta pa dva oltarja, oltar svetega Boštjana in pa oltar svetega Jožefa, ki ga moramo mogoče še posebej omeniti, ker je na tem oltarju nad sliko svetega Jožefa grb grofov Gajserukov, ki so bili lastniki dvorca Jelšingrada in so prav gotovo pomagali v tem času pri gradnji in tudi pri notranji ureditvi te cerkve. Potem se seveda te poslikave, ki jih je zelo veliko, samo par glavnih bomo omenili. Tu je potem naslednja alegorija vere, ki je izjemno zanimiva sporočilna slika, in pa glavna freska na stropu, to je Marijino kronanje oziroma Marijino vnebovzetje, ki je potem tudi vezano na dva praznična dneva tukajšnjega romanja, to je 15. avgust, ko je Marijino vnebovzetje, in 16. avgust, ko je praznik svetega Roka. Izjemno slikovita in posebna in skoraj da nikjer drugje ne najdemo tako bogato okrašene in zanimivo narejene prižnice, ki je v obliki čaše, in pa seveda tega neba nad prižnico, ki ga vidimo s temi cofi. Vhod na prižnico je zunanje strani cerkve in tudi zunaj je zunanja prižnica, kjer se lahko opravljajo pridige na zunanji strani in so pobožnosti ob pridigi na travniku pod cerkvijo in pa seveda znotraj. No, potem sta mogoče še tile dve večji freski, ki je prav, da jih omenimo. Sveti Frančišek Ksaverij, ki umira, in pa spodaj je naslikan, ko krščuje Indijance. Pa sveti Janez Nepomuk, ki ima posebno zanimivo zgodbo. Vemo, da je to znan češki svetnik. Vidimo ga naslikanega ob Karlovem mostu v Pragi, mostu preko reke Vltave, s katerega so ga vrgli v Vltavo in mučili, ker ni izdal grehov češke kraljice, ki jo tu na spodnji freski spoveduje in je pač nekatere stvari v zvezi z državništvom takrat povedala, ampak sveti Janez Nepomuk zaradi spovedne molčečnosti to ni smel izdati. Tu sta še dva stranska oltarja, in sicer oltar Marije, Marija Cel, Marija Celski oltar, pa še oltar na tej strani, ki je tudi vezan na znamenito mesto, ki smo ga že omenili, to je Praga, to je tako imenovani praški Jezušček. Seveda sedaj pa nam spogled že vodi proti orglam, proti koru, zelo lepo poslikani korni ograji, pa tudi izjemno lepo izrezljani. Zdaj, same orgle, ki so tukaj, so tam iz leta okoli 1830, vendar so v funkciji in tukaj so tudi koncerti in prireditve. Kdo so tisti, ki so ustvarjali vse to v tej cerkvi? Glavna freskanta sta bila dva, in sicer
Anton Jožef Lerchinger, doma iz Rogatca, in pa Jožef Weidenhiller. Tukaj se stroka, umetnostno-zgodovinska, še seveda ni čisto opredelila, kaj je od katerega, skratka, bila pa sta oba tukaj na delu. Klopi, zlasti zgornje v prezbiteriju, so delo Mersijevih delavnic iz Rogatca. Družino Mersi smo že tudi večkrat omenili, ki je bila zelo znana rezbarska delavnica. Štukature pa še ni čisto dokončno rečeno, čigave so, naj bi bile iz tako imenovanih štukaturnih delavnic iz Maribora. Toliko mogoče o tej imenitni notranjosti, pa samo toliko, da še na koru pobliže pogledamo fresko dr. Mateja Vrečarja. Gremo po takih zanimivih stopnicah, starih, zvitih. Tukaj smo pred to zanimivo upodobitvijo dr. Mateja Vrečarja, ki mu mora biti Šmarje hvaležno za vse, kar je v tem kraju naredil. Brez njega vseh teh umetnostnih spomenikov, tako Kalvarije kot notranjosti te cerkve, ne bi bilo. In prav je, da si je dal tudi tukaj naslikati in imamo takšen lep spomin na njega. Na njega pa je seveda tudi spomin nagrobna plošča pri Šmarski cerkvi, kjer je zapisano, kaj vse je bil, kaj vse je storil in kako je živel. No, s tem nekako zaključimo tudi s tem pogledom skoraj v notranjost, to razgibano notranjost te cerkve, ki vsakogar, ki pride vanjo, prevzame in vsakič, ko prideš na novo, vedno odkriješ nekaj še na novo, vedno vidiš še nek detajl, ki ga mogoče prej kdaj nisi opazil, in tako ti da ta pogled, to polnost poznavanja kar visoke umetnosti, baroka, tukaj pri nas v Šmarju in pa seveda v slovenskem kulturnem prostoru in tudi širše. Zdaj smo končali ogled cerkve Svetega Roka. V tem čudovitem dopoldnevu nadaljujemo pot do cerkve Svete Barbare. Mimogrede pa bomo pogledali še kar nekaj zanimivih pogledov v našo okolico. In potem Maceljsko pogorje, vse to, kar smo si že tudi ogledali z vrha. Na tej strani pa vidimo Tinsko in tamle se nam pokaže kapelica Svetega Florjana. Ja, zavetnika pred vseh gasilcev, seveda sem priporočeno pred požari. Ko sem bila mala, se spomnim, da je en sosed vedno, kadar se je pripravljalo k nevihti poleti, v kapelico šel zvonit, da bi seveda pregnal hude oblake in z njimi točo. In tudi točo. Lejo, Sveta Barbara. Ja, Se že vidi. tule je pa res lep pogled na to cerkev. Zdaj še samo tale krog in pridemo do cerkve in bomo slišali, kakšen pomen ima ta cerkev tudi za naše Šmarje.
No in sedaj smo v cerkvi Svete Barbare na Vinskem vrhu nad Šmarjem, prav gotovo ena izmed najstarejših cerkva na tem območju, ki je bila zgrajena skorajda pred 600 leti. Ni najstarejša, ker najstarejša je prav gotovo bila cerkev Marijinega vnebovzetja v Šmarju, ki je bila seveda že zgrajena nekako okoli leta 1236, ko se tudi omenja. No, cerkev Svete Barbare pa nima točnega datuma nastanka. Ponekod je zapisano, da je bila zgrajena okoli leta 1500, nekateri pa jo tudi dajejo že v letu, kmalu po letu 1400, v čast celjskih grofov in naj bi bila tudi zavetnica Sveta Barbara povezana z Barbaro Celjsko. Vendar to so domneve, ni nikjer to točno zapisano, ampak gre za izjemno zanimivo cerkev, staro gotsko cerkev, ki svojo gotiko že izpričuje največ v tem prezbiteriju, kjer vidimo ta gotski strop in pa te poslikave, ki so iz tistega časa, skratka nekako iz začetka 16. stoletja, kmalu po letu 1500. Medtem ko oltarji in pa oprema je pa potem seveda baročna. Tudi glavni oltar, ki ni mogoče posebno izstopajoč, ima seveda v glavni niši kip Svete Barbare, ki drži v rokah kelih in pa ima ob strani tudi grajski stolp. Tako se pač Sveta Barbara upodablja in pa na vsaki strani sta dva svetnika, sveti Matija in sveti Izidor. Sta pa v tej cerkvi posebno lepa in pa zanimiva in pa tudi vrhunska dvastranska oltarja, ki jih damo v skupino tako imenovanih zlatih oltarjev v Sloveniji. Bila sta nastala okoli leta 1650, to sta oba oltarja v južni in pa v severni kapeli. In če najprej pogledamo tegale v to severno kapelo, prekrasen oltar, ki je ves okrašen z seveda temi viticami in okrašenimi stebri, je oltar posvečen sveti Ani, ki drži v rokah Marijo, hčerko Marijo, in pa seveda vrsto svetnic pravzaprav na tem oltarju, ki dopolnjujejo to podobo, tako sveta Agata, sveta Cecilija, sveta Lucija in pa tale svetnica, za katero ni zapisano, katera naj bi bila. In pa zgoraj imamo sveto Marijo in pa na vsaki strani, na eni strani sveta Rozalija in sveta Marjeta. Skratka, oltar izjemno lep v skupini zlatih oltarjev v Sloveniji in je vrhunsko umetniško delo iz tega obdobja. Prav tako je tudi oltar južni oltar v tej južni kapeli, spada med zlate oltarje. Ta je poseben zato, ker je sicer posvečen svetemu Petru, čeprav kip svetega Petra v srednji niši ni originalni, ni iz tistega časa, namreč je premajhen in ne sodi v to nišo. Imamo pa na vrhu tudi še eno upodobitev, umiranje svetega Frančiška Ksaverija. Skratka, Sveta Barbara je po teh dveh oltarjih izstopajoča cerkev na tem območju, pa seveda tudi z drugimi elementi, tako gotske arhitekture in poslikav. Je pa tudi zelo lepa in slikovita tale prižnica iz sredine 17. stoletja, oziroma malo kasneje celo nastala in dopolnjuje celoten ta ambient te cerkve. Je pa v tej cerkvi nekaj, kar nažalost ni trenutno tukaj, to pa je prvotni kip Svete Barbare, ki je bil postavljen na tejle orgelski omari med tema dvema angeloma. Ta orgelska omara je tudi zanimivo poslikana. Gre za kip Svete Barbare, ki je trenutno v hrambi v Celjskem pokrajinskem muzeju. Kip, ki je nastal okoli leta 1510 in spada med najlepše gotske plastike tega časa v Sloveniji in bil tudi na različnih razstavah. In pa seveda nam kar nekako manjka tukaj. In ga seveda lahko vidite na tej fotografiji, na tej zloženki, na kateri smo zapisali tudi, kako je nastal kelih Svete Barbare kot občinsko protokolarno darilo.
Skratka, Sveta Barbara je bila tudi dolgo časa, mogoče recimo temu, osrednja bogoslužna cerkev na tem območju, pač takrat v teh časih. Okrog cerkve naj bi bilo tudi pokopališče in pa je bila seveda v neposredni bližini spodnje Marijine cerkve, ki je seveda postala župnijska šele leta 1612. Tako da iz te slikovite cerkvice z svojo častitljivo starostjo se sedaj poslavljamo in bomo šli proti našemu osrednjemu trgu, proti Šmarju in se ustavili še ob eni hiši, ki je zanimiva tudi in pomembna za naš kraj. Gospod, naredite mi to sliko za spomin, za osebno izkaznico, za potni list. Mi lahko preslikate to staro fotografijo, ki je edina, pa bi jo vsi v družini radi imeli. Prihodnji teden se bo ženil naš Miha, vas prosimo, če bi slikali ohcet. Naša ata in mama imajo zlato poroko, slikajte. Pa krst, obhajilo, birmo in pogreb. Pa likov na strehi nove hiše ali skednja, proslavo v vaškem domu, gasilce, tamburaše, pevce, igralce ljudskega odra, znane politike. Ja, takole je zapisal, mislim, da Drago Medved v tejle brošuri Slavko Ciglenečki, šmarski fotokronist. Namreč smo pred hišo našega znanega šmarskega fotografa, pa ne samo fotografa, rečemo lahko širokega kulturnega delavca, tudi umetnika, ki se je ukvarjal poleg tega, da je seveda svojimi fotografijami obeležil zgodovino našega kraja od notranjosti Jelšingrada do vseh teh dogodkov, ki so jih pač ljudje imeli, pa do tega, da je bil na gledališkem odru zelo spreten, da je rad igral, da se je ukvarjal s športom in seveda še z vrsto drugimi stvarmi, ki so dajali kraju svojstven pečat. Gospod Slavko Ciglenečki je bil seveda po teh svojih fotografskih zadevah poznan po tistem, kar je seveda fotografiral kot službeno, pa zelo veliko tisto, kar je izven tega. Veliko njegovih posnetkov ljudi, dogodkov, vaških običajev in pa seveda pogledov iz različnih koncev, zlasti takrat, kadar so nebo preplavljali oblaki, ki so nosili s sabo marsikatero sporočilo, kot tudi sedaj, ko je začelo rahlo snežiti. In oblaki so bili tisti, ki so spremljali te njegove fotografije in potem je seveda tudi zelo zaslovel. Gospod Slavko Ciglenečki je bil tudi naš častni občan. Ta naziv je dobil za to, ker je svojim delom in pa s tem, kar je prispeval za naš kraj, naredil izjemno veliko. Bil je tudi izjemno prijeten sogovornik, človek, ki te je rad sprejel tukaj tudi pred njegovo hišo, svojo prijazno soprogo, gospo Marico. In kadar si brskal po teh albumih, ki so tukaj shranjeni, si nekako čutil tisto veliko poslanstvo nekoga, ki je s fotografijo znal ujeti čas, ki je minil, čas, na katerega imamo nekateri spomine in čas, ki je prav gotovo za zgodovino nekega območja izjemno pomemben. Zato gospodu Slavku Ciglenečkemu še vedno iskrena hvala in velika hvaležnost za vso njegovo delo. Tako, tu se poslavljamo danes. Zanimiva pot je za nami s pogledom na cerkev Svete Barbare. Moram pa omeniti, da smo v teh naših pohodih prehodili v bistvu romarsko triado. Sladka gora, Tinsko, Sveti Rok. Vse te naše poti se lahko pogledate na našem YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. V naslednjem mesecu pa mogoče že skupino
prehodimo katero izmed novih poti in do takrat se od vas poslavljam. Ostanite zdravi in lepo pozdravljeni.